Zdi se, da sodstvo ne deli pravice, ampak da legalizira krajo. To je na nek način vtis, če vprašate navadne ljudi, in zato je tudi zaupanje v sodstvo izjemno nizko. Mislim, da samo 16% Slovencev zaupa sodstvu, in to se dogaja zato, ker imamo številne razvpite primere, ker se vedno pojavi nek sodnik, ki bo zadevo zaključil ali pa zapeljal v točno določeno smer, in to s procesnimi razlogi. Pri nas sodstvo ne, da bi iskalo dokaze, da bi nekoga lahko obsodilo, pri nas ponavadi se dokazi izločajo zaradi tega, da se lahko nekoga oprosti. In to je tisto, kar ljudi jezi. Seveda pa je tukaj mnogo ukrepov, orodij, kjer lahko mi izboljšamo. Bomo konkretno stvar povedal, nekaj pravite, kaj smo mi tukaj naredili, pa kakšna so orodja. Mi konkretno v Novi Sloveniji smo predlagali zakon za pregon bančnega kriminala. Vprašajte koalicijo, zakaj ga je zavrnila. In seveda pa sami zakoni ne bodo dovolj. Pomembna je tudi sprememba miselnosti znotraj sodstva. Oni se ne smejo počutiti kot nekdo, ki mu nihče nič ne more, ampak kot ena izmed vej oblasti. In temu primerno se morajo tudi obnašati. In tukaj štejejo samo rezultati. Ko bodo ljudje začutili in ko bodo videli, da so kriminalci in barabe obtoženi in za zapahami, takrat bojo verjeli pravosodju, prej ne.